Drage gledalke, dragi gledalci, pridružite se nam v prav posebni oddaji moje družine. Danes boste z nami posebna gosta, Gregor in Nina Bezenšek, ustanovitelja društva Viljem Julijan in starša, ki sta imela posebno izkušnjo, ki jo je, verjamem, v zelo lepem zaznamovala in pa tudi v zelo težkih trenutkih. Iz tega črpata moč. Grega, Nina, hvala, da ste se odzvala in drage gledalke, dragi gledalci, vabljeni k ogledu zelo, zelo zanimive in posebne oddaje. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Moja družina. Tokrat bosta z nami prav posebna gosta, Gregor in Nina Bezenšek, ustanovitelja društva Viljem Julijan, društva za pomoč otrokom z redkimi boleznimi. Njuna zgodba se je začela z neizmerno bolečino, z izgubo sina Viljema Julijana, ki je zaradi redke in neozdravljive bolezni prehitro zapustil ta svet. Iz te bolečine se je rodila moč. Gregor in Nina sta ustvarila društvo, ki danes predstavlja varno zavetje, podporo in upanje za otroke z redkimi boleznimi in tudi njihove družine. V oddaji bomo spregovorili o vlogi družine, ko se znajde v največji življenjski preizkušnji, tem, kako sta Gregor in Nina osebno zgodbo preoblikovala v poslanstvo pomoči, o projektih društva, kot so Srčna pisma, Božiček za male borce in sklad Viljem Julijan, ki prinašajo toplino, solidarnost in konkretno pomoč, pa tudi o širšem pomenu sočutja, empatije in povezanosti v naši družbi. Oddaja bo poklon vsem staršem in otrokom, ki bijajo tihe in težke bitke, hkrati pa navdih, da lahko ljubezen in enotnost družine prerasteta v gibanje, ki spreminja življenja. Pridružite se nam v oddaji Moja družina in skupaj začutimo sporočilo, da je vsak trenutek življenja dragocen in da lahko s srčnostjo gradimo svet, kjer nihče ni sam. Dobrodošla, Nina in Gregor. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Hvala za odziv. Vsakega gosta vprašam, iz kakšne družine pravzaprav prihajate? Kako bi opisala vašo družino? Nina, boš ti? Ja, jaz prihajam iz družine, kar velike družine. Moja mama ima veliko družino, kot tudi oče, no. V moji družini nismo nikoli imeli nekih posebnosti, kar se tiče zdravja, ne, ker je le na nek način ta oddaja danes tudi temu namenjena. Naša družina je bila zelo zdrava, nikoli se nismo ukvarjali s kakršnokoli redko boleznjo, hvala Bogu, a ne. Tako da to je zelo pestra in zelo velika. Ja, tudi izhajam iz, moram reči, da imam precej lepe spomine na otroštvo. Še posebej, bi rekel, iz mamine strani sem imel eno posebno vzgojo, ki jo nekako imam še vedno danes implementirano v mojem delovanju in znanju. Namreč vedno me je učila spoštovanja, vedno sem bil učen, da slišim vse ljudi, še posebej tiste najbolj ranljive. Vedno smo nekako, ne glede na vse tudi krize, ki smo imeli kot družina, pa vzpone in padce, uspeli, rekel, na en pozitiven, ljubeč način premagovati stvari in še posebej sem ponosen na to, da me je mama vedno vzgajala v odgovornega in ljubečega človeka, kjer me je učila, da moram vedno v življenju prevzeti odgovornost zase in skozi, bi rekel, največje bolečine v bistvu
najti tisto zmago in tudi to je danes najino poslanstvo, o katerem bomo govorili. Zato sem še posebej hvaležen, ampak ker smo že pri družini, pa recimo pri očetih, pa pri mamah, seveda tudi oče me je vzgajal, mi je dal to glasbeno plat, ker me je takrat vpisal v glasbeno šolo in me tudi vedno suportiral in mi pomagal pri moji karieri. Ampak bistveno je to, da smo se skozi to znanje in skozi spoštovanje rodili danes oziroma smo danes na tem mestu, ker vemo, da je bistveno, da smo v prvi vrsti, ne glede na to, kaj dosežemo v življenju, človek človeku. Poglejte nazaj, vi ste zdaj kar nekaj lepih družinskih vrednot omenili, našteli. Kaj so pa tiste vrednote, ki jih je William Julian prinesel v vajino življenje? Ja, to so tiste vrednote najglobljejšega zavedanja o pomenu življenja. To se pravi o zdravju, predvsem o vrednosti zavedanja vsakega trenutka. To je bistveno, ker pred to izkušnjo sva ne glede na to, koliko sva bila, že predana neki pozitivi in ljubezni in navdihu, da je življenje in povezanost bistveno, ampak po tej izkušnji, sva še pa to bolj ponotranja, bolj se zavedala, kako zares je vsak trenutek, vsak dan pomemben in predvsem to, da imamo ljudje odnos drug do drugega, ker to potem vrača tisto radost in veselje v življenje. In William Julian pa ni samo dal samo tega dela odnosnega, ampak je tudi dal vsebinski del, kajti skozi njegovo tragično zgodbo smo mi potem ustvarili to naše društvo, ki danes pomaga praktično večini otrokom s temi krutimi boleznimi in zato mu bo vaznilo večno hvaležno. Ja, pa jaz bi mogoče še to, da, če dovoliš, Gregor, William Julian je bil v času svojega življenja za svojo redko boleznjo, gangliozidozo, tako zelo bolan, da ga je ta bolezen pač prikovala na posteljo in počasi izgubljal vse svoje sposobnosti, moči, funkcije, in v bistvu skozi to je nastala ena taka lepa, mislim, močen rek, vreden sem že samo zato, ker obstajam, kar je tudi vizija zasebnega vrtca William Julian, ki nosi njegovo ime. In William Julian nam je dal to, da je bil vreden že samo zato, ker obstaja. Tako. Kljub temu, da ni mogel premakniti rokic, nogic, da ni mogel dati, niti povedati, da naj ima rata. On ni mogel niti izkazati z eno kretnjo, da bi midva vedela, da ve, da naj sliši, da mu je prijetno. Ni mogel dati popolnoma ničesar, ampak je dal vse. In hkrati je premikal gore, s tem svojim, s to svojo, bi rekel, nemočjo, ampak je bil tako glasen, da je odprl mnoga vrata, da je sedaj lahko bolje tudi ostalim. In jih še odpira. In jih še odpira. Hkrati pa je sam žal moral zapustiti ta svet. Ima pa v bistvu neobičajno, nepogosto ime. Iz kje pa izhaja njegovo ime? Izvoli. To je dobro vprašanje. Mislim, da je bil William en kralj in nekako sva že preden se je rodil vedela, da bo William Julian, tako kot je za starše, verjetno vsak prvorojenec nekaj posebnega in ta kralj William, torej je po njemu dobil to ime, Julian, Julian se je pa pripeljal po naključju ta dodatno ime in je bil en dokumentarec, je bil o Johnu Lennonu, ki ima sina, ki mu ime Julian. In sem rekel, jaz Nina, glej, Nina, ne bi bilo dobro, če bi Williamu dodala še to ime Julian. Ja, močna, zelo močna. In potem je nekako nastalo to ime, ki pa je dost, bi rekel, se mi zdi redko, Mislim, da te kombinacije še nismo slišali.
Vajen sin je bil tudi verjetno vajen največji učitelj. Ja. In kako bi opisala trenutke z njim in kaj je vaju najbolj zaznamovalo pri tem? Trenutki z njim so bili eni veliki vzponi in padci. Ne. Se pravi, začetek njegovega življenja se je začel, rodil se je 17.10.2016. To je bil najlepši trenutek v življenju, seveda poleg rojstva hčere. Ne. In takrat je izgledalo vse normalno. Ne. No, po prvih, 2 mesecih, ali že v prvem mesecu, v drugem mesecu, je pa hudo zbolel, dobil je vročinski napad in je bil zelo slab, ampak situacija je bila pa ta, da smo mi potem, midva sva tako urgirala, klicala v zdravstveni dom, ne. In tam so nama zdravniki rekli, saj pogledajte, pri takih otrocih ne more nič kaj takšnega, bomo zjutraj pokličite, pa bomo videli, da mu dajte kar pol, ne. In potem midva gremo spančkat, vse je v redu, se uležemo poleg njega, ob 4 zjutraj pa težko diha, ne. Zelo težko in smo vedela, da to nekaj ni v redu in pokličeva, kaj je z vami, otrok komaj diha, pa je pa prišel rešilc. In tragičen dogodek, res, kar je prišel rešilc s vsemi tistimi reševalnimi zadevami, v bistvu so ga mogli že takrat skoraj da oživljati in potem smo šli na urgenco v Celje in to se je takrat prvič zgodilo. No, seveda diagnoze nismo imeli, nič posebnega, ne. V bolnici so nam takrat rekli, da gre verjetno za neko bronhiolitično stanje, pri otrocih je to večkrat se to zgodi, ne, običajno, nič posebnega. No, kaj pa potem bilo, to se je pa začelo dogajati zelo konstantno, ne, da smo imeli takšne tragične vzpone in padce ves čas, na kar po, bi rekel, 6 mesecih, ko smo se ves čas vračali v bolnico, namreč hospitalizirani smo bili nekje na 3 tedne s podobnimi simptomi, so pa zdravniki že ugotavljali, da nekaj z fantkom ni v redu, ne, seveda naju niso seznanjali. Oziroma so komunicirali z nama v rokavicah, kar je tudi prav, ker tudi sami niso vedeli, kaj se gre. Slišalo se pa je, da gre za, bi lahko bila neka presnovna bolezen, na kar je potem tudi Nina majčkeno preverila o tem in takrat se nama je že sesul svet, ker presnovne bolezni so ponavadi neozdravljive in so zelo nevarne. Ampak še vedno v tistem prvem letu smo bila midva z Nino v velikem upanju, saj bo vse okej. Potem pa je bil tisti prelomni trenutek prvega leta. Do takrat sva bila midva z Nino že 18-krat z njim v bolnici. V prvem letu ves čas smo ga reševali. Ampak takrat je bil pa skoraj spet umrl, je prišel po njega zjutraj, to je bilo 5-6, helikopter iz Ljubljane in so ga mogli intubirati. In bili so takrat že tudi zdravniki zelo nezadovoljni v Celju, ker še vedno nismo imeli diagnoze. Vse smo pošiljali v Ljubljano, pa tako naprej, ampak diagnoze ni bilo in so bili vsi skupaj jezni. Otrok je ponovno spet umrl in potem se je začel tisti del intenziva. In kaj je moj odgovor na vaše vprašanje, je to, da je bilo turbulentno stanje z takšnim otrokom, ves čas so bili vzponi in padci. In ves čas naj William Julian učil te potrpežljivosti in pa hkrati radosti ob njem, a na drugi strani je bila ta bolečina. In ko se človek spopada s to vrstno situacijo, nekako postaja v življenju ponižen, no. Mislim, prestrašenost, ponižnost in ceniti znaš majhne trenutke, bi rekel. No, potem po tistem smo bili pa v Ljubljani intubirani, takrat se je pa v bistvu potem izvedela tudi diagnoza, ki pa je bila katastrofična. Predlagam, da si vzamemo kratek predah in da nadaljujemo po kratkem, bom rekel, predahu in se vrnemo nazaj. Dobrodošli nazaj v prav posebni oddaje Moja družina. V tokratni oddaji sta naša gosta Gregor in Nina Bezenšek, ustanovitelja društva William Julian, svojo prav posebno izkušnjo. V prvem delu smo se pogovarjali proti koncu, kaj je najbolj zaznamovalo življenje vajinega sina. Mogoče, če tudi še vi. Ja, torej, tako kot je Gregor vse lepo opisal v parih minutah, je zatem, tako kot je povedal, ogromno strahov za njega. On je bil za naju zdrav fant, midva nisva vedela, da je bolan, in v bistvu vsak dan sva se soočala s tem,
vprašanjem, kaj se mu dogaja. Ogromno je bil zaspan, ogromno časa je spal. Grega je opazil veliko nekih znakov, ki niso bili običajni. Ne. Jaz sem si malo tu zatiskala oči, ne, če sem iskrena, ker nisem hotela videti, da bi bilo karkoli narobe. Ne. Od tega, da se je ustrašil glasnih pokov, recimo, je imel takšno reakcijo, zelo nenavadno. In v bistvu vse to se je gradilo v tak velik dvom, v velik strah za njega, v borbo dan po dan, v kateri smo upali, da bo vse v redu in da je pač gre za neko prehodno obdobje, v katerem pač otrok je in potem pa se je žal izkazalo, da temu ni tako, ne. In skozi vsako hospitalizacijo, ko sva bila z njim v bolnici, ko sva ga gledala, ko so mu jemali kri, pa niso vedeli sploh, kaj pravzaprav se fantku dogaja. Vsak zdravnik je poskušal iti svojo pot, pa preizkusiti še tisto in na koncu sva midva bila tista, ki sva bila z otrokom, ko sva gledala, kako ga boli in joka in to je v bistvu mučenje, ne. Mučenje, ki pa ni bilo toliko težko za naju, kot to, da sva ga gledala midva, kako se muči, a ne. In to so take bolečine za starša, midva sva oba bila zelo ljubeča, nežna, vse bi naredila za njega, da ga ne bi bolelo, ne. In potem v bistvu ta del, ko ti je povedal Grega, že ta intubacija, po kateri je sledil padec, ne, in sva izvedela tudi diagnozo, ne. Je pač mislim, da Viljem Julijan je tako v nama odprl res in v družini, celotni družini, tako globino enih bolečih občutkov, ki jih prej nismo nikoli v bistvu se dotaknili. Dobil je od naju ogromno ljubezni, ne, potrpežljivosti. Za naju je bil najlepši, najbolj krasen fantek, kar sva mu povedala vsak dan. Verjela sva, da naj jo sliši, da je z nama. In v bistvu sva se borila skupaj, ne, ostala sva skupaj v tem. Držala sva skupaj, drug drugemu sva izrazila, sva povedala, sva se razjokala, ne. Imela sva tudi pomoč najinega podjetja, iz katerega prihajava, ne, ki se ukvarja z odnosi, izobraževalnega centra Xena, ne. In sva imela to znanje, orodje, s katerim sva šla skozi občutke, da sva ostala zdrava, da sva lahko prehodila sploh to pot, no. Hvala, da delite, ne. Ker verjamem, da si zelo malo ljudi lahko predstavlja te občutke, čustva, bolečino in pa tudi, kot ste rekli, lepe trenutke, ki so mogoče drugačni, ampak veliko bolj intenzivni. Res je. In kako ste torej kot starša našla moč, da iz osebne bolečine ustvarite nekaj tako velikega, kot je društvo, ki zdaj še dodatno pomaga? Ja, en del je ta, da se midva ukvarjava v bistvu midva verjameva v delo na sebi kot človeka, se pravi, da sva se ukvarjala s tem delom čustev na individualni ravni in zato uporabljamo eno orodje, da rekel, eno življenjsko uporabno filozofijo, ki pravimo teorijo Xena in tudi ravno to teorijo Xena je razvila, je v bistvu pisateljica tega moja mati in tudi sedaj njen soprog. In v bistvu gre za uporabno žensko filozofijo, ki ravno govori o tem odnosu do sebe in do sveta zunaj sebe in je zelo samoreflektivno naravnana. Se pravi, če zelo, zelo poenostavim, da se ukvarjamo z čustvi v danem trenutku, ne. To se pravi, da jih ne odrivamo tako, in da v tistem trenutku živimo in da se soočamo, pa ne glede na to, kakšna je ta bolečina, ne, ampak da se s tem soočimo in potem gremo skozi proces, ne. In to znanje ponuja tudi natančno metodologijo, kako lahko ta proces, bi rekel, udejanjimo, ne.
In potem tudi ta bolečina skozi čas, nekako, ko se z njo soočamo, tudi bi rekel, ne izginja, ampak ublaži. Breme. Tako se ta bolečina nekako izblini in se pretvori lahko v radost in pa v ljubezen. Ne? In pa nikoli ne individualnih, bi rekel, težav nisva projicirala drug na drugega. Ne? Tudi to nas uči ta teorija, tako da se vedno nekako fokusiramo na sebe, kot sem povedal. Ne? No, potem pa ta drugi del vprašanja in ta pretvorba, ne? Seveda, ker sva skozi naše znanje prihajala do moči v sebi, sva potem tudi imela moč, ne? Da sva lahko ustanovila eno tako društvo, da sva pomagala ob temu, da sva torej izvedela po intenzivu to katastrofično diagnozo gangliozidozo GM1, ne? Ki jo je dobil William Julian in je pomenila de facto smrt. Ne? Se pravi, da se seznanja, da ima ekstremno redko bolezen, ki jo dobi eden otrok v Sloveniji na 20 ali 30 let. Ne? Se pravi, na 20 ali 30 let se rodi en otrok s takšno diagnozo. Ne? To je nekje na 500 do milijon rojstev, na 500 tisoč do milijon rojstev, ne, en otrok. In seveda, ko ti to izveš, ne veš, zakaj se sploh gre, se ti podre svet, niti jasno, kaj se dogaja. Nama se je zdelo, kot da živimo v nočni mori, iz katere se ne mora vas buditi. Tudi zdravnike smo prepričevali, smo rekla, gledajte, ne se hecati, povejte, zdravilo obstaja, midva bova plavala vse oceane, samo dajmo zdaj to narediti in dajte prosim povedati tako, kot je. No in iz te bolečine so pa v tistem času tudi srečevala mnoge starše pri nas na pediatriji. Opažala sva tudi zgodbe že na internetu in absolutno sva hkrati tudi opažala na sistemski ravni, da ni vse dobro urejeno. Tako da vse tisto, kar sva opazila, sva se nekako zapomnila in sva prišla na misel, da bi ustanovili društvo. Na drugi strani sva pa imela dobrega družinskega prijatelja, dr. Nejca Elena, ki je zdaj predsednik društva, ki je, by the way, se pravi mimogrede tudi doktor biokemije in molekularne biologije, če sem čisto pravo formiral. In on je v bistvu pomel v istem času, ko so diagnosticirala William Juliana, se je pa njegovem sinu pojavil en limfom na vratu, torej sinu se je pojavil in je to v bistvu tudi redka bolezen, ki je nekako v Sloveniji niso najbolje obvladali, šel v Avstrijo in so tem ta limfom odstranili, danes fantek zdrav, na njemu se pravi našli rešitev za najnega otroka. Ne? In tudi on je nekako bil v tem sistemu, je opazil in pravzaprav smo bili istih mislih in takrat smo rekli, dajmo narediti in takrat se je ta zgodba velika začela. Ne? In najhujše v bistvu Grega je bilo to, ne, ko smo midva prišla domov iz intenziva, ne, ta paliativni del, ne, ker midva nisva vedela, kaj naj čaka. Sej midva sva bila seznanjena z potekom bolezni, a ne, kot bi prebral recimo na internetu, a ne. Ampak kaj to v praksi pomeni, je pa to druga stvar. Otrok postane negiben, s tem so mišice začnejo propadati, otrok postane občutljiv na vsak dotik telesa in ga je potrebno znati prijeti, obrniti. Potrebno ga je, kako ga boš umil, kako ga boš skopal. To so vprašanja vsakega starša, ki ima otroka z redko boleznijo. Ne? Že ta nega otroka je taka specifika in otrok... Prenos izkušenj, društvo tudi... Seveda, ne? In midva so bila v tistem trenutku res sama, ne? Za to. In sva se spraševala, kako je možno, da recimo novorojenček, ki pride domov, dobi patronažno sestro, ne, se pravi, dobiš dojenčka, s katerim se moraš naučiti rokovati, tam je medicinska sestra, ki ti pomaga. Ja, tu pa ostaneš sam. Kako je možno, da sva midva v tem ostala sama, pa ni bil problem poskrbeti, ker midva sva poskrbela, midva sva bila z njim 24/7 skozi. In to z ljubeznijo, z vso ljubeznijo. Ampak, ko sva videla, da ga boli, ko sva sama prihajala do rešitev, da ga je fajn skopati tako, da se mu nudi recimo mokra kopel, tako kot naredijo na intenzivu, ampak mi smo to videli na intenzivu, nama ni nihče povedal, kako to narediti. In to so bili taki koraki, ki so zelo boleči, ko to spoznavaš, ne? In sva si želela, da bi na to opozarjala, da bi na to, ker to ni bilo tako, to ni bilo, pač ti otroci si zaslužijo
drugačen pristop. Tako, človeško. In nas so pravzaprav iz intenziva poslali domov z njim praktično pravi, umreti. Ker mogoče velikrat mi lajki imamo občutek ustanovitev določenega društva, je zato mogoče v vašem primeru, da se zbira denar, da se lahko najde zdravilo, ampak to je samo en delček, ne? V bistvu je delček tudi, oziroma velik del je pa ta, kakor sta omenila, ne? Se pravi, kako v tem obdobju iskanja, čakanja, čim bolje živeti, olajšati trpljenje otrokom. Ne, nazadnje je to in za mlajše in za starejše, ne? Ta človečnost. Tako, ker v bistvu res izhajalo je čisto iz najne izkušnje, ki je bila vsaki dan boleča, ko smo opazovali te sistemske napake. Ne? Tudi recimo, to je taka preprosta stvar, prišli smo na pregled k zdravniku, v gužvo, v Gnečo, v Celje in ni bilo nikjer parkirnega prostora. In sva rekla, ja, kako je možno, mi imamo invalidnega otroka, ki ga težko iz avta spraviš, ker ga vse boli, tega revčka, nosila sva ga, dala sva ga v voziček. Midva bi potrebovala parkirno mesto recimo za invalide, ker je prilagojen prostor. Kako je to možno? In ko smo se to skupaj pogovarjali, smo klicali potem na center za socialno delo in so rekli, seveda, kako pa to, da nimate te kartice. Ne? In to so take stvari, ko se starš, jaz sem se razjokala zelo velikokrat, Grega, hvala ti, ker si mi res bil v vso podporo in vso pomoč, ker v tistem, veste, starš ni sposoben in ni zmožen iti v iskanje birokratskih rešitev, ker rešuje otroka in da vso energijo in vso ljubezen njemu. In sva si želela, da se s tem preneha, da se na to opozori, da je nekdo zadaj, ki za te otroke skrbi in jim da glas. Ja, hkrati je poslanstvo društva ravno ozaveščanja. Tako. Super. Se bomo še vrnili na poslanstvo društva in tudi bom rekel, kaj lahko mi naredimo za boljše, ne samo delovanje društva, ampak za boljše sodelovanje med mladimi, starejšimi, zdravniki, nezdravniki, skratka, da bomo mi kot Slovenija lahko bolje in bolj srečne še živeli. Drage gledalke, dragi gledalci, predlagam, da si na kratko oddahnemo in po pauzi se vrnemo nazaj z našima posebnima gostoma. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je mogoče ta oddaja majčkeno posebna. Z nami sta prav posebna gosta, Gregor in Nina Bezenšek, ustanovitelja društva Viljem Julijan, starša, ki sta na svojih, bom rekel, izkušnjah prehodila pot, ki je bila težka, ampak neprecenljiva. Društvo, ki ste ga ustanovila, ki nosi ime vajinega sina, ni samo društvo, kjer se zbira denar za pomoč otrokom z redkimi boleznimi, je veliko več. Smo omenili tudi, bom rekel, opozarjanje na sistemske rešitve, pomoč staršem, kako z otrokom rokovati, da mu je čim lažje. Ampak vprašanje, ki se postavlja mi, kako pa lahko mi, ostali, ki mogoče tega nismo doživeli, pomagamo staršem, otrokom skozi vaše društvo? Torej, osnovno poslanstvo društva je bilo ozaveščanje, ker smo videli, da smo v Sloveniji zelo zadaj na področju tega in praktično so ti otroci in pa ta tema bila do prednedavnega še čisti tabu tema od leta 2018 naprej. Praktično so se ti otroci skrivali za 4 stenami in niti ni bilo dobrodošlo, da si jih kazal. Teda na tem področju se je ogromno spremenilo. Danes imajo ti otroci ne samo, da je poskrbljeno za njih, imajo tudi obraz v družbi, imajo tudi spoštovanje. Kot drugo, imamo tudi pisarno za redke bolezni, prav na društvu. Ta pisarna deluje vsak dan v tednu in opravimo sedaj že več kot 1000 pogovorov letno in starše informiramo o pomoči tako v Sloveniji kot tujini. To je en od projektov, podprojektov te pisarne, tudi upanje za male borce, ker jim pomagamo z operacijami.
Potem so še druge manjše projekti, kot so srčna pisma za male borce, kateri pošljajo, v katerih v tem projektu sodelujejo osnovne šole in vrtci in jim potem ta pisma napišejo, ne vem, 250 do 300 šol in vrtcev sodeluje pri tem projektu in jim razpošljemo ta pisma, jim damo skozi to pozornost in ljubezen. Potem pa ne na vse zadnje tudi seveda finančna pomoč, ki jo ti starši v teh stiskah nujno potrebujejo in pa potem tudi na področju genetike smo se zdaj zelo aktivirali v zadnjih letih, ker je te bolezni mnogo, ki so genskega izvora in smo pomagali že 2 otrokama, ki sta sedaj zelo znana, kajti namreč cela Slovenija je zbirala denar za Karolino in za Matica. Matica je ravno vrnil iz Amerike in če vse skupaj zavijemo, torej in sklad v eno številko in torej Matica in Karolino smo skupaj poklonili in razporedili sredstva tem otrokom, dali sredstva v višini 6 milijonov evrov sedaj in pomagali finančno 240 družinam. Wow. Če bi, bom rekel, ali pa kakšno sporočilo bi mogoče želela poslati staršem, ki se danes soočajo s takimi izzivi, kako naj se lotijo? Ja, Na koga se ne obrnajo? to vprašanje, ko ste rekli, ne, zdaj ste vprašali, absolutno na nas, a ne? Da vedo, da niso sami, da smo mi tu. Tako kot je Grega povedal, ogromno projektov je takšnih in Viljem Julijan je dal glas tem otrokom in jim ga bo dal naprej. Tudi ta psihološka pomoč je en tak biser, ki ga ima društvo Viljem Julijan. Tega takrat ni bilo, ko je Viljem Julijan živel v tej obliki, danes pa je. Bila je v obliki absolutno takšen, kot je prej Grega omenil in skozi znanje, ki ga midva imava in uporabljava. Tako da najino sporočilo tem staršem je, da niso sami, da nas imajo, da se naj obrnejo na društvo Viljem Julijan, tako kot sem povedala, in da smo skupaj in se bomo borili za njihove male borce in tudi za njih naprej. V oktobru organizirate v društvu Viljem Julijan en poseben dogodek, koncert. Tako temu lahko rečemo srčika našega društva. To je že sedaj tradicionalni koncert, veliki dobrodelni koncert Viljem Julijan, letos je Viljem Julijan 2025, na katerem bodo nastopili številni znani slovenski glasbeni gostje. Tudi del tega koncerta bojo otroci, ker nastopajo v pevskem zboru. Seveda glavne zvezde tega koncerta so pa otroci z redkimi boleznimi in njihove družine in vljudno vabljeni torej, drage gledalke in gledalci, na ta koncert, ki bo 9. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani, to je v četrtek, in vas resnično vabimo, srčno vabimo, da podprete ta koncert. Seveda lahko vedno tudi nakažete denar na društvo, smo veseli, če v sklad donirate, ampak bistvo koncerta je to, da ste tam, ta prisotnost, da se takrat vidimo, da date tem otrokom in staršem vedeti tudi vi, da niso sami, ker namreč na tem koncertu, to je en najbolj srčnih koncertov v Sloveniji, da jim damo vedeti, da niso sami, da imajo vso našo podporo in ljubezen in tudi, da jim pomagamo pri vseh tistih, bi rekel, pač potreba, ki jih potrebujejo med letom s pač finančnim in ostalim delom. Ja, tudi z moje strani, drage gledalke, dragi gledalci, vabljeni na koncert, tudi v medijih verjetno bojo še dodatne najave. Pridite in pomagajmo si vsi skupaj. Mogoče za zadnje vprašanje, če bi lahko strnila vajino poslanstvo v eno sporočilo, kaj bi želela, da ljudje odnesejo iz te oddaje? Ja, jaz bi kar rekel, da naj zmaga ljubezen, da naj zmaguje v srcih ljudi, vsak dan je ta možnost, da zmaguje v njihovih srcih ljubezen. Vem, da se to lahko sliši zelo patetično, ampak midva z Nino sva vedno in vsak dan znova naravnana na to, bi rekel, vizijo, kajti ljubezen je tista sila, pozitivna sila, ki mora gnati ta svet naprej, da bomo lahko premagovali tudi tiste težke trenutke, ki nam pridejo na pot.
Se pravi, ljubezen, odnosi, spoštovanje in pa pomoč drug drugemu. Jaz pa se popolnoma pridružujem. Najlepša hvala za vajen čas, za vajen obisk. Torej, naj zmaga ljubezen. Verjamem, da je za vse nas bila danes ena posebna oddaja in drage gledalke, dragi gledalci, vabljeni tudi v ostale oddaje Moja družina. Hvala vam za to, da ste in naj zmaga ljubezen.